N1 podcast s Suzano Lovec. Nogometna sodnica Aleksandra Česen pred 2 mesecema je postala prva ženska glavna sodnica, ki je sodila tekmo prve slovenske lige. Bila je tudi prva glavna sodnica v Sloveniji, ki je dobila certifikat za sojenje s sistemom VAR. Aleksandra Česen je bila leta 2014 tudi druga sodnica iz Slovenije, ki je bila uvrščena na mednarodno listo po Tanji Subotić leta 2005. Dobrodošla. Dobrodošla tudi vi, hvala. Najprej na tvoje vztrajanje, midve se prej nisva poznali, ampak da pojasnim, si vztrajala, da se tikava, tako da se zatikala. Tako je, ker sva tako mladostne, da. V prvi ligi si moškim sodila že pred letošnjim aprilom, ampak kot četrta sodnica, je pa to tudi zate pomemben mejnik, biti glavna sodnica, ker biti glavna sodnica je tisto, kar v bistvu je tvoja želja oziroma je to tvoje bistvo, ne? Tako je, to je bil pač cilj. Seveda sem bila vesela tudi priložnosti, da sem dobila kot četrta sodnica, ker sem bila avgusta lani prvič. Ampak definitivno je bil cilj, da sem glavna, tako da ko sem mi to uresničila, v bistvu sem bila zelo vesela, tako pač ta cilj je bil dosežen, še tekma je bila super, dobro odvodena, dobro odsojena, kar je bistvenega pomena za nas sodnike, Tako da v bistvu zelo zadovoljna, da je ta cilj bil letos za mano, oziroma da je tukaj kljukica, bom rekla. O tvoji poti. Začela si kot igralka nogometa, napadalka, tudi bočna. Bila si trenerka, zdaj že vrsto let sodnica. V te sodniške vrste te je potegnil oziroma nekako napotil Ivan Žunič iz Medobčinske nogometne zveze Gorenjska, ki da ti je rekel nekako tako visoka si, sitna si, a bi bila sodnica. Je to prvo sito, recimo velikost, hitrost? Ne, v bistvu z tega sem se malo šalila. Sicer me je gospod Ivan res poklical, on je bil delegat na moje tekme, ki sem igrala. In me je pač tako, kot sem v bistvu jaz povedala tudi naprej, ko sem jo spraševala, kako da si sodnica, v bistvu me je res on poklical, pa je rekel, videl sem te na tekmi, si visoka, ker je sicer ni to nek pogoj za sodnika, da se razumemo, ampak je pa rekel, si po domače povedam gajsna in pač, kakor češ sitna, jaz malo prevedem pol to, in pa veliko tečem, mislim, sem tekla. Tako da zakaj ne probala kot sodnica? V bistvu je on mojemu očetu omenil, oče rekel, zakaj ne, tako Aleksandra ima rada izzive in tako, se tudi sicer ne bila v nogometu. Mu je prodal telefonsko in me je gospod Ivan tako poklical in tako se je začelo, pa sem se udeležila tega tečaja sodniškega in tukaj so bile te prvi koraki moji. Oče je tudi znan iz nogometnega sveta, da bojo gledalci tako razumeli, oče je zato ga je poklical. Oče je bil moj prvi trener, bil je tudi predsednik lokalnega kluba, tako da jaz sem v bistvu rasla gor od majhnih nog v Velesovem. Pač non-stop sem bila na zelenici skupaj z očetom Davidom. In tako da sem zljubila nogometno na polno in pač si nekako nisem znala predstavljati brez tega. In v določeni starosti, ko sem imela pa zdaj dosti tega, da samo gledam, bi pa zdaj res rada še igrala. In je oče rekel, ok, izberi pač tok punc, bila sem še takrat v osnovni šoli. Tako sem v bistvu neke kolegice potegnila iz neke družbe in pol pač sošolke in tako, moja najboljša prijateljica je bila zraven in smo rekli, gremo probat, ker v Velesovem se je res takrat dogajalo samo nogomet, tako da smo vse dobro poznali to. In nas je potem oče začel trenirati, upisali, oziroma pač potem smo se uvrstili tudi v našo edino ligo, ki je še vedno edina liga ženska. In tako se je začelo, tudi kot igralka sem pol tako začela. Ko so se midve dogovarjali za to oddajo, si bila ravno v Luksemburgu, se spomnim, sodila si kvalifikacijski dvoboj za žensko svetovno prvenstvo 27 med Luksemburgom in Belgijo. Vse 4 sodnice ste bile iz Slovenije. Kakšna je bila ta tekma zate, sodniško? V redu, odsojena sicer je bila zelo naporna tekma, v bistvu je bilo zanimivo to, da se je šlo za naprej uvrstitev za Belgiji za drugo leto za svetovno prvenstvo, ki bo v Braziliji. V bistvu se je istočasno potekala tekma Škotsko in Belgiji, ki so mogli doseči določeno število golov.
da bi pač bile boljše uvrščene kot Škotinje, ker so imeli enako število točk v skupini. V glavnem, da pač skrajšam zgodbo. Kakor je na papirju pač kazala, da bo Belgija bi mogla zmagati, oziroma bi mogla biti, ne bom rekla lahka tekma, ampak nekako, enosmeren promet, je še vse na koncu se izkazalo tako zelo taka intens tekma, ampak ja, smo jo dobro odsodile, kontrolorka zadovoljena, tako da ja, sem bila zadovoljna po tekmi, tako da super. Ta razlika med biti nogometašica, trenerka in sodnica, ti praviš, da ti to zadnje najbolj leži, ne, da si se tukaj najbolj našla, ampak ali v bistvu tudi na igro samo, na nogomet drugače gledaš, odkar si sodnica? Ja, seveda. Konec koncev, včasih sem bila strasten navijač določenih klubov. Rada sem začetno hodila na tekme. Zato še vedno rada hodim, na sploh reprezentanco spremljam in žensko in moško seveda. Tako da ja, se pravi, rada sem navijala za določene ekipe, ampak to je bilo res leta nazaj, kot sem bila še kot otrok. Zdaj pa v bistvu, odkar sem sodnica, že leta spremljam bolj situacije določene na tekmah, tudi zdaj na svetovnem prvenstvu recimo. Me v bistvu bolj to zanima. No, se mi je super gledati nogomet, itak obožujem nogomet in valjda rada gledam dobro tekmo, da se dogaja, da so lepe akcije, lepi goli, karkoli. Ampak, ker se pa zgodi v bistvu situacija, ki je pač sodnik mora nekako skontrolirati oziroma odvoditi, zdaj ali govorimo od rumenega, od rdečega kartona ali bilo kaj. No, to mi je zanimivo in to grem potem večkrat gledati. Tako, v bistvu to rada analiziram, če temu tako rečem, in se o tem tudi pogovarjam s kolegi sodnicami, sodniki sodnicami. Tako da ja, v bistvu zdaj gledam čez drugega vidika, no. To je res, to se ti spremeni nek klik v glavi, da pač ja, gledaš na to vlogo, mislim, ja, na vloge sodnika sem začela drugače gledati, no, ker sem jaz sama to postala, ne, ker včasih kot igralka sem bila, tudi ko ste omenila prej Tanjo, sem zelo naporna. Ampak kaj si to rekla, recimo, sodnikom? Je marsikaj, ne. Marsikaj, kar ne bi zdaj rekla, recimo tukaj v... Se tudi kdaj opravičila? Ja. Sem se znala, sicer sem bila še v tistih najstniških letih, tako da je bilo to tako malo zelo pač nepredvidljiva reakcija moja, na igrišču, itak so velike takih reakcij, še vedno pač tudi na igrišču, se čutim od fantov in od punc, to tako pač je. Tako da jih razumem, ker sem bila sama ista, oziroma zelo podobna, no. In pravim včasih sodnika, to sem hotela reči, da nisem jih marala nekako, no, zato ker pač se mi zdelo, da vedno so proti nam, ali nekaj sem našla zmeraj, no, en argument, da je sodnik pa ni bil v redu, pa tako. Tako tudi recimo Tanji sem veliko gorja naredila na igrišču, če temu tako rečem. Vedno kartoni, še zdaj se smejeva temu z njene strani, zato ker zaradi mojega obnašanja. V bistvu sem se kdaj tako, sem se mislila, ker nisem mogla več teči, ali pa v bistvu, ker ni bilo več neke energije, sem začela veliko govoriti. Že tako rada govorim in pol sem... Kompenzacija? Ja, nekako, ali pa pač nek znak utrujenosti, pa premaganosti in pol sem pač ja. S tem začela pač ugovarjati in seveda pa so tukaj na mestu kartoni, ne, kar je prav bilo. Prestop med mednarodne sodnice leta 2014, kako velik skok je bil to zate takrat in za Slovenijo, torej druga, ki je to uspelo, in mogoče tudi katere druge stvari bi še ti recimo izpostavila, katere tekme mogoče, kaj iz tvoje kariere sodniške je tisto, kar bi ti postavila. To mi je res veliko pomenilo, mi veliko pomeni. Ja, v bistvu, ko sem dobila FIFA badge, pač, ko sem bila uvrščena na mednarodno listo, to je bilo zelo nepričakovano, no. Jaz sem bila prej dolg časa pomočnica sodnika oziroma sodnice. Tako da z 2013 sem končala z potjo pomočnice, če temu tako rečem. Sem potem začela piskati, ne, po domače povedano. In kot glavna sodnica se zelo hitro uvrstila, pač 2014 sem bila že mednarodna. V bistvu je to sreča naključje, vse skupaj, če temu tako rečem. In jaz sem od tega, pač te priložnosti zelo vesela, še vedno to cenim. Je mogoče iz moje strani, če zdaj kot odrasla oseba gledam za nazaj, oziroma, ko imam že nekaj izkušenj za sabo, si mislim, da je bilo mogoče prehitro vse, ne. Bi rada mogoče šla v te vode mednarodne bolj izkušena, starejša mogoče in tako naprej. Ampak okej, zagrabila sem priložnost. Zdaj, da sem zapolnila, sem si pač
v bistvu tekme zadnjih let, če sem iskrena, zato ker je bilo vmes sem imela tudi tako privat ogromnega dogajanja, imam le 2 hčerki, dokončevala sem fakulteto, imela sem 2 grdi poškodbi. Tako da se mi je v bistvu začela res dogajati zadnja leta. No. Tudi začela sem delati s trenerjem, v zadnjem letu tudi s fitness trenerko, oziroma s trenerko za moč. Tako da najbolj seveda sem se zapomnila tekmo, recimo, ko sem prvič sodila drugo ligo. To je bil velik preskok v Sloveniji, zato ker nobena še ni bila pred mano na drugi ligi, mi je bila velika čast. Potem, ko smo bili prvič trojka, recimo, na drugi ligi v Novem mestu, sem bila z mojo kolegico, dobro, Stašo in s Heleno. Pol pa recimo, ko sem naredila VAR certifikat, to mi je veliko pomenilo. Pa seveda prvo finale z VAR-om, lansko leto v Stožicah, zdaj se prva liga, to bo za, pač to mi največji spomin in oziroma največji dosežek. Kar se tiče tujine, tudi finale v 17 na Evropskem sem bila, tako da je bilo tudi to nek pač dokaz, da dobro delam. Pa recimo, ja, določene tekme, no, zdaj spomini so na igrišču in ob igrišču bili dobre, no, tako da si pač vedno pravim tudi, da se je treba zapomniti vse, kar je ob igrišču, ne, da ne delamo samo za, ne vem, za to, da dobro odsodimo tekmo, je to poglavito, ampak vseeno mi je pomembno, no, da se imamo s puncem, s fanti, da se imamo dobro, da uživamo v temu, to je pač point vsega, no. Tako da. Omenila si v bistvu te treninge, ne? Zdaj, ne vem, če si gledalci in gledalke dobro predstavljajo, to so v bistvu resni treningi, ne? Nora telesna pripravljenost, mislim, da 3-krat na teden, ne, treniraš. Ne, kar 5-krat, sigurno. Ja, sigurno. Zdaj, ker ni tekem, recimo, zdaj imamo premor krajši, smo zaključili sezono, tako da ja, zdaj sem tudi 6-krat na igrišču, oziroma si pač naredim plan, v nedeljo popoldne. Plus fitness, ne? Ja, obvezno. Zdaj z leti je pač obvezno treba dodati še ogromno vaj za moč. Na tekmo se preteče tudi 8 do 12 kilometrov, si povedala? Ja, načeloma je tako neka številka to, ampak recimo zanimivost, to se mi zdi tako zelo zanimivo, da je recimo 2019 Stephanie Frappart na Supercupu, ona je pretekla 16 kilometrov, so bili podaljški, ampak vseeno, wow. Torej, tudi, pa ne govorim zato, ker je ženska, ampak zato, ker dejansko, tako tudi fanti je normalno, znajo preteči veliko več, ne? Tako da pač vem zaradi sebe, vem zaradi kolegov sodnikov, sodnic, da so zelo dobro, mislim, ti na najvišjem nivoju so res dobro pripravljeni, in treningi morajo biti dodelani. Imamo zelo krasnega trenerja, ki nas v bistvu nadzira, nam pomaga za pač celotno Slovenijo, vse sodnike. In mi je tudi ogromno pomagal, ker sem se vračala po porodu, recimo, ker je bilo zame tudi izjemnega pomena. Pa se pravi, imela sem tudi sama pač individualno trenerja in v zadnjem letu tudi trenerko. Ja, ker pač tukaj nam je, v bistvu nekateri gledajo tako, no, da, mislim, to so zdaj, govorim, neki laiki, ne, ker nas ne poznajo in velikokrat slišim opazko, ja, pridete odsote, zaslužite, greste. Nisem niti slučajno ni tako, no. Tekma v bistvu je pika na i, ampak delo za tem, a ne, da prideš do te tekme, je ogromno. Jaz se moram res, pač, nobeni tudi profesionalec, to moramo vedeti, ne, niti Slavko Vinčič ni. In moramo vedeti, da mislim, se ljudje ne zavedajo, da za tem je ogromno dela in pod to delo smatram treningi skoraj vsak dan, odvisno pač, kako se zorganiziraš, potem so razni seminarji, razne analize tekem, potem preverjanje naše fizične pripravljenosti, ne vem, tudi preverjanje našega znanja, a ne, v teoriji, in pa potem so še tekme, kjer je včasih res ogromno pritiska, ne. Tako da je kar zahtevno to delo sodniško, ni res za vsakega, no, zato nas je tudi, smo malo številčni. In tudi to, torej to pred tekmo samo, ne, si moraš pogledati prejšnje recimo tekme, kako se obnaša ta ekipa, druga ekipa, kaj so recimo značilnosti posameznih igralcev, to je treba tudi naštudirati, ne. Sodnik mora te stvari vedeti, zato da lahko predvideva, kaj mora gledati, ne. Tako je. Tako nekako. Ja, to je pripravljenost na tekmo. V bistvu je to kot neka analiziraš, a ne, ekipi,
ker itak si toliko preizvedel, kaj boš sodil, zdaj imaš čas, se pripraviš. Jaz sem glede tega zelo, ker dosti strikten človek, no, zato ker se res rada pripravim na zadevo, katere se potem lotim. Tako da, ja, to mi je pač neka rutina že, ne, ok, vem, 2 ekipi, ti 2 bom sodila, zdaj pa grem, kateri so, ne vem, kako igrajo, to je v prvi vrsti, da pač glede na tehnologijo oziroma na svet, ki ga zdaj poznamo v tem času, imaš itak dostopen internet oziroma imaš dostopno ogromno gradiva glede ekip. Tako da se lotam tega, da ne vem, pogledam tekme, če se le da čim več tega. Potem pa ja, različni igralci, so to različni akterji, pogledam rumene kartone, rdeče, kdo je goalgetter, ne vem, karkoli informacij lahko jih naberem pred tekmo. Jaz mislim, da je to dobra priprava na tekmo. Pa naredim dobre treninge vedno pred tekmo, pač tiste, ki meni pašejo, ne, ker vsake spet smo si različni. Tako da, ja, jaz naredim, kar je v moji moči največ, da se pripravim na tekmo, da grem tudi psihološko čim bolj mirno in da sem vedela, ok, vse sem naredila, da sem se fajn pripravila na to tekmo, zdaj pa zdaj pa pač še odsodimo in tako. Stefani Frappart, ki si jo prej omenila, je ena od teh, ki smo se prej pogovarjali, da so nekatere tudi nižje rasti, recimo ona je 164 visoka, približno tako kot jaz, pa je izjemna sodnica, tako da ni vse v višini. Se sem rekla, da to je bilo tako malo povedano, ker je vse skupaj smešno delovalno. Kaj pa psihične priprave, ne? Jasno je, da mora biti tukaj človek psihično trden, če si sodnik. Ali imate sodniki in sodnice tudi kakšne posebne psihične priprave? Dela kdo z vami tudi na tem področju? Zdaj, da bi imeli psihologa, če ste to mislila, to nimamo. Jaz recimo osebno se ogromno pogovarjam od raznih, ne vem, zdaj situacij, ki so se mi zgodile, recimo, če se zdaj dotaknem na tekmi, se pogovarjam ogromno pa s kolegi sodniki, imam par ljudi oziroma kolegov, ki mi ogromno pomagajo, svetujejo, ker so bolj izkušeni, so na najvišjem nivoju v Sloveniji, tudi mednarodni sodniki, tako da ja, se z njimi posvetujem. Seveda je zelo pomembno, kakšna je psihološka priprava pred tekmo, tako kot sem prej omenila, ne, tako da o tem se ogromno tudi menimo med seboj. Je pa res, da mi mentalno najbolj pomaga po mojem moj partner, no, zato ker pač sicer mi je zanimivo, on iz nogometnega sveta, no, bom rekla po domače, nič od fuzbalerja ali pa da bi kdajkoli bil v fuzbal vpleten v nogomet, ampak pač ko me je spoznal, ko je videl, koliko resno sem se lotila nogometa oziroma sojenja, je pač živel s tem in nekako tudi on vzljubil oziroma spremlja nogomet zaradi mene, spremlja seveda moje tekme. Tako da tudi, kar se treningov tiče, kar se tekem tiče, me v bistvu on zna zelo dobro pripraviti, no, da pač, ko se že meni mogoče kdaj malo motivacija pade, ne, da mi da ta pravo spodbudo, tisto, kar rabim, ker me itak najbolj pozna, tako da jaz dajem velike zasluge tudi njemu, no. Odlično. Ja, ker je super človek in tacga rabim ob sebi, zato da pač bom po domače rekla, da furam to pot, no. Lepo. V Sloveniji ti sodiš trenutno torej moškim in ženskam, ne, v tujini pa zaenkrat le ženskam. Kaj je tvoja želja? Sklepam, da največja tekmovanja, ko sem se recimo pripravljala na ta intervju, sem videla, da leta 2021, ko je imel kolega iz športkluba s tabo intervju, si rekla, želim si prvo ligo, ste govorili v tem smislu, mogoče pa čez 5 let in evo. Čez 5 let je to se zgodilo, tako da bom zastavila ambiciozna. Kaj svetovna prvenstva, žensko naslednje leto, moško čez 4? V bistvu je tako, da če sem iskrena, kar se tiče mednarodne scene oziroma tekmovanj, za Brazilijo so že kandidatke nabrane in se jih že izbira pač po določenih pač nekih pogojih, tako da tukaj recimo temu, da nimam šans, ne. Ampak ja, mislim, jaz se v bistvu veselim vsake tekme, ki bo prišla, zato ker sem se jo zaslužila, ker vem, da se zaslužim biti na najvišjem tekmovanju v Sloveniji. Zelo dobre tekme imam tudi na UEFA oziroma na mednarodnih tekmovanjih, tako da sem tudi teh priložnosti vesela. Tako da grem v bistvu step by step.
ne bom se zdaj zastavila, moj ogromen cilj je bil res prva liga, no, to moram priznati in sem ogromno garala za to, tako da sem se zdaj malo glede tega, kakor, ne vem, zrelaksirala, bom rekla, da se ne dajem preveč pritiska non-stop, ne, ker je pa le določen pritisk, ko si ga sam sebi daješ, ne, se tega ne drugi. Tako da ja, veselim se prihodnosti v nogometu, kamorkoli me bo popeljal, me bo. Upam, da bom zdrava, nisem več najmlajša, tako da, kakor so prej govorili, tako z leti, pač je treba tudi za to ogromno skrbeti oziroma dati na to poudarek, no, tako da, ja, veselim se prihodnosti, no, v nogometu in kar bo pač mi dal. To pač bom vzela, pa iz tega naredila najboljš, kar se da. Gledaš svetovno nogometno, seveda, ki poteka zdaj. Kako je torej, si že rekla, ne, da opazuješ v bistvu preko sodnikov, tudi verjetno na svetovnem. Kako pa mogoče ocenjuješ te stvari, ki so na tem svetovnem drugačne? Ne vem, ti hidracijski premori, ravno Vinčić, ne, je bilo pred dnevi zaradi tem podaljšanjem odmorom za hidracijo oziroma kasnejšim je bil v središču pozornosti. Potem so v bistvu ta kamera na glavi, ne, ta tako imenovana refcam. Pa to, da recimo gledalci slišimo, ne, torej, ko pove sodnik po varu svojo odločitev. Kako ti recimo gledaš na te stvari? Pač mislim, da je zelo zanimivo svetovno prvenstvo. No, so ene novitete, ker pač za vse nas je kakšen, bom rekla, presenečenje mogoče, kaj so vse hoteli uvesti v to tekmovanje. Zdi se mi zanimivo zelo refcam, recimo, to mi je ful fajn, da vidim pač z vidika sodnika nekatere zadeve, ker so me vedno zanimale. Zdaj to s premori ne bi komentirala, že vejo, zakaj so tako naredili. Tudi zaradi glasov, verjetno bom jaz pa komentirala. Zdaj, ja, sicer sem brala, da nimajo nič od tega, ne vem pa, če je to res in to res ne moram komentirati. Tako da pač, ne vem, to pač, če že oni določajo te pravila, so le oni glavni, so le oni to tekmovanje skupaj spravili in konec koncev pač je vse z enim namenom. Zdaj, kar se tiče, ste še omenila, torej refcam pa announcement, to pač, da v bistvu, ja, da razložijo, to se mi tudi zdi neka fajn zadeva, no, da ljudje vejo, zakaj se gre, ker mogoče nek laik tam zgoraj na ne vem kjeremu sedežu mogoče ni zaznal tega ali pa gledalci pred televizijskimi zasloni. Se mi tudi zdi spodbudna stvar, no, tako da mogoče ne za vsakoga, pa mogoče tudi za nekateri sodniki se ne bodo z mano strinjali, ampak se mi zdi, konec koncev so to zadeve, ki zanimivo delajo tudi sam nogometa, ne, tako da pač to mora tako biti, ne. In je pač treba se s tem spoprijeti, pa ne to vzljubiti. Mislim, to pač si vzeti za svoje, če imaš tako rad nogomet. Si pa rekla, da boš zagotovo za Vinčića navijala, da v bistvu bo gotovo dobro zrihtal tekme, kako se obnese do zdaj, kako lahko komentiraš. Super. Ja. Mislim, meni je on itak nek idol in jaz ga poznam osebno, on je zelo, zelo dober človek, res gospod in si zasluženo je tam, kjer je, no, bom rekla. Tudi vemo, da ni več najmlajši, a ne, pa sledi vsemu temu tempu, tako da jaz mu kapo dol res. Meni je, mislim, jaz ga gledam tudi, se pravi, tako privatno in si mislim, da se zasluži najboljše tekme in zdaj 2 tekme imel sem seveda spremljala, so zelo dobro zrihtali fantje, ker sta še pomočnika iz Slovenije, tako da sem ful vesela za njih in navijam naprej do finala. Sicer, ok, pustimo to, ampak tako, sem rekla do finala, zakaj pa ne. Kakšen pa je recimo občutek, torej mi gledalci, ko gledamo tekmo in se nam včasih zdi, kada v bistvu razpada, kada sodnik nima recimo vsega pod nadzorom več, recimo Argentina, Avstrija v prvem polčasu recimo se je tako zdelo, neko grobo je postajalo. Cilj sodnika verjetno je nekako, da ima stvari pod nadzorom, ne. Kakšen je ta občutek, ko se recimo sodniku, sodnici to zgodi? Ja, v bistvu, jaz se mislim, da se je že vsakmu izmed nas sodnikov to zgodilo. Dobiš nek feeling, ja, med tekmo, da večkrat tudi rečemo, da je bil nek moment, ki je v bistvu tekma mogoče padla oziroma tam se je zrušila mogoče naša avtoriteta ali pa ne vem, našo vodenje, bilo kaj pač, ker imamo mi v tistih alinejcah, da mora biti, da tak mora biti sodnik na igrišču med tekmo. Tako da sama se s tem spoprimam tako, da pač zadiham, se mislim, ok, pač zdaj se mi, ne vem, če se mi recimo zdaj
karikiram, zgodila napaka, ne, pa se zavedam tega, da pač zadiham, pri sebi vem, da pač moramo tekmo naprej soditi. Vedno tudi rečem puncam ali pa fantom, ko imamo dogovor pred tekmo, če se zgodi napaka, glava gor, gremo dalje, a ne zgodi se samo nam, zgodi se igralcem, zgodi se trenerjem in tako naprej, je pač del športa. Tako da ja, jaz se s tem tako tudi spoprimem, da v bistvu najdem mogoče kakšni akteri, igralci ti kdaj hočejo, a ne, bom rekla po domače, nekako avtoriteto spodbijati ali pa da oni delajo tekmo malo gršo ali kakorkoli, ali pa sojenje oteženo, a ne. Tako da ja, da se z njimi pogovorim, jaz mislim, da je komunikacija zelo velik ključ vsega. In sem zelo komunikativna, tako da mi ni težava se z njimi. Tudi med tekmo. Seveda, ja. Ja, ker tle so verjetno sodniki zelo različni, ne? Ja, smo si ogromno različnih karakterjev, tudi med nami, ja, definitivno. Jaz sem gledala recimo ta dokumentarc Kill the Referee. In tam se zelo dobro vidita dve stvari. Ena je ta komunikacija med sodniki, ne? Slišimo, kaj več sodniških moštev, ne? Kaj se pogovarjajo med sabo in kako. In tudi zelo je jasno, da različni sodniki na različne načine pristopajo k igralcem. Kaj jim rečejo, v kateri situaciji sploh rečejo, ne? Ja, vsak v bistvu ima nek svoj način, ne. Zdaj, v filmu Kill the Referee ste verjetno se videla tudi, ne vem, priprava na tekmo, ne. Recimo Rossetti je govoril tega, kako bo, to je pač zdaj naš šef na pač mednarodni ravni oziroma na UEFA, je govoril o tem, kako mu je všeč kava, kakšno je pil kavo in tako zelo mirno in tako. Nekdo drug, se spomnim španskega sodnika, je pa bil zelo, je šel pa, ne vem, se pač nek svoj ritual imel v prostorih, toaletnik in tako, ne vem sploh, kaj točno je delal. Je bilo na tak način, ne, če se prav spomnim. Tako da smo zelo različni si in tudi naše priprave so zelo različne na same tekme, tudi če so to največje tekme svetovnega kova. Tako da ja, tudi med samo tekmo pa različno delujemo, ne, tako jaz se pravim, zelo rada se pogovarjam z igralci, jaz delam ogromno na preventivi, ampak v tem smislu do ene meje, ne, se govorim tako, da pač, če se ga da fanta punco umiriti oziroma mu razložiti, zakaj je temu bilo tako. Se razlaga. Tako, ja, pol je bilo in nimam težav s tem. Okay. Če pa gre čez mejo, pa potem imam za to tam kartone in je to. Ne. Se tudi vsi, ki igrajo nogomet, vijo, da mora biti meje. Nimam pa težav, zdaj imamo super pravilo, da se s kapetani pogovarjamo, ker že pred tekmo jih opozorimo na to, punce, fantje to vejo. In med tekmo razložim, glej, tako pa tako sem videla, tako smo določili, odsodle in to je to. Zdaj nimaš kaj, a ne, ker pač so kakšne, ne vem, ogovarjene in to. In se da za 80% ljudmi se da zelo lepo zmeniti in pač razumejo zadevo. Z nekaterimi pač ne, in se pravim, zato so pa tukaj kartoni in pač je zgodba zame zaključena, ne. V tem filmu slišimo tudi sodnika, ki reče we are not gods, mi nismo bogovi, ne. To morajo vsi vedeti, tako kot igralci, tako kot trenerji, vsi v bistvu delate napake, ne. In ta napaka je v bistvu del igre. Ampak kako se recimo naučiti iz napak? Ja, v bistvu, tako kot si rekla, ne, pač to je sestavni del športa. In treba se tega zavedati. Jaz verjamem, da se večina ljudi zaveda, da tudi mi smo krvavi pod kožo, tako da itak, da grešimo in vedno bomo, tako pač je. Je pa res, da recimo sama, zdaj govorim zase, ne, ker pač ne moram zdaj reči za vse, ampak si mislim, da večino nas sodnikov po tekmi analiziramo tekmo, vemo, če si že dovolj samokritičen, kar je zelo fajn, da si kot sodnik, veš, kje si ga pobiksal, a ne, kje bi lahko bilo boljš, katero področje danes ni šlo okej, ali je zdaj to, ne vem, mogoče tvoje gibanje, ali je bilo to presoje, ali naš teamwork s puncami, s fanti, kakorkoli. V glavnem zadevo analiziram in potem je to neka šola za dalje. In drugič, definitivno bom, ne vem, zadevo iz svojih izkušenj hotla, da mi pač za dalje pomaga.
tako da jaz se tega tako lotevam, no. Nismo si pa isti, tako da. Mogoče pa še o tem pritisku, kar se tiče napak. Ali realnih napak, ali temu, kar mogoče kdo vidi, da naj bi bila napaka. Ne? In v tem filmu Kill the Referee, ta Kill the Referee se nanaša na, ne, to naj bi v bistvu rekel angleškemu sodniku, ne, poljski premijer, mislim, o njem naj bi rekel, ne, zaradi sojenja. Ampak recimo tudi enem švedskem dokuju, ko sem ga gledala, ta torej, sodnik Martin Hanson, ne, ki je spregledal 2009 to roko Thierryja Henryja, je zelo kratek dokumentarci, ampak je dobro prikazano, v bistvu, kako njemu spremeni življenje. To, ne. O tem pritisku mogoče ga ti čutiš, se o teh pritiskih tudi veliko pogovarjate, sodnice in sodniki? Mislim, med seboj spet se itak, ne, ampak je pa dejstvo, da se s tem spet moraš nekako znati spoprijeti, ker sicer ne moreš soditi, to je dejstvo. Poznam kar nekaj primerov, ki so pač začeli soditi, so bili fajn sodniki, sodnice, ampak je bilo preveč vsega, ne, predvsem pritiska. Zdaj živimo še vedno, pač smo v državi, Slovenija je še glede mentalitete oziroma ogromno je še nekih kritik, nekih predsodkov in tako da tukaj se še lovimo, oziroma smo še leta nazaj, ogromno prostora je še za to, no. Tako da, če greš na tekmo in da se s tem preveč obremenjuješ za ljudmi okrog, govorim zdaj recimo gledalci, pač ne gre to, no, ne vem, kako naj drugače povem, ampak preprosto se moraš nekako debelo kožo postaviti oziroma dobiti, jaz sem jo dobila skozi leta. Seveda ni bilo lahko, ne, začetki so bili grozni, tudi vem, slučajno moja druga tekma so bili najslabši navijači do zdaj, recimo, ampak bila je na Gorenjskem, bila sem pomočnica in to so bile res grozne kletvice in sploh nisem mogla verjeti, da ljudje kaj takega rečejo, ne. Pač malo sem skoraj zajokala po tekmi, ampak pa sem si pa rekla, zdaj pa tako, zdaj pa če si naredila ta tečaj, če si rekla, da boš sodnica, ne, sama sabo sem se mogla pogovoriti, hvala Bogu, imam zlata starša, ki sta me zelo podpirala in mami, ki sicer recimo ne razume glih nogometa, itak ni iz tega sveta, oče pa, ne, sta oba dva mi, glej, če se boš tega lotila, moraš drugače, a ne, to gledati, a ne, in taki bodo in so in bodo, ne, taki akterji, a ne, vpleteni v fuzbal, tako da, ja, no, jaz sem imela začetek zelo tak kaotičen, ampak ja, vse do danes še marsikaj slišim, me pa ne gane, no, več tako ne premakne me niti, so pa pritiski takšne in drugačne strani gledalcev, zdaj, ko sem izpostavila, seveda so tudi tukaj trenerji, pol so razne druge uradne osebe, ki pač nekateri grejo pač spet so nekako, grejo čez mejo, ne. Še vsem, če so to uradne osebe, da jih imamo na klopeh, ne, potem spet lahko mi kot sodniki to sankcioniramo, ravno tako kot igralci, a ne, taka so zdaj pravila, hvala Bogu. Tako da zdaj pritiski, kar se pa tiče, da je to neko finale svetovnega prvenstva ali pa evropskega, bilo kaj, se mi pa zdi, da pač spet se vsak mora na nek svoj način spoprijeti. Jaz recimo svoj primer dam prvo ligo, pač ko sem dobila klic, da bom dobila prvo ligo, da so mi dali tekmo, sem bila tako ful vesela, so bile tudi solze sreče, iskreno, in pa sem si pa rekla, ok, zdaj se je pa treba na to pripraviti, ne, in ta teden, pač tisti teden sem imela čas zase, da sem se res pripravila, se pravim, partner mi ogromno pri temu pomaga. Dobila sem ogromno pozitivnih sporočil, ker mi je tudi ful pomenili, ne, da so ljudje navijali zame, tisti, ki me poznajo, tisti, ki me ne poznajo, kolegi sodniki, tako da to me je tudi ful veselil. Potem, ja, se pravim, priprava je bila psihična, predvsem veliko večja kot fizična, in tako sem bila že pripravljena na to, fizično, ne. Mi je pa veliko pomenilo, ko sem prišla na tekmo, pa smo imeli kontrolorja, našega predsednika nogometnih sodnikov, in mi je rekel, čisto simpel, tukaj si z razlogom, dali smo ti tekmo, ker si jo zaslužiš, ne rabiš se nič dokazovati, ti samo odsod. Tako zelo simpel, ampak mi je bilo zelo ja, to je to, ne. Saj sem se res, zaslužila sem si ta nivo, garala sem za to, dokazala sem, da naredila sem moške norme in tako naprej, no, pač kakovost je tukaj, vse je na moji strani,
odsodam, uživam, to je to. O teh, to sem pozabila vprašati prej, o teh moških normah. Ne? To so v bistvu norme čisto fizične kondicije, ki jih morate doseči. Ne? Ja, opraviti moramo s tem. Ja, v bistvu je tako, imamo norme za ženske, norme za moške, rečemo trenutno SDS temu, single, double single. Prihaja iz strani UEFA, tako da moramo to opraviti 2-krat, 3-krat letno. Ja, in pač, če si sodiš moške tekme, se mi zdi prav, da tudi moške norme opravimo, oziroma za prvo ligo je pač to pogoja, kar je prav, saj moramo imeti iste pogoje, tudi punce. Vsak sodnik malce drugače sodi. Lahko bi govorili recimo o stilih sojenja, kriterijih posameznega sodnika, je pa ključno verjetno, da ta kriterij, ta stil ohranja sodnica čez celotno tekmo, da v bistvu ne spreminja tega. Čeprav v bistvu ne glede na vse, pravila so enaka, ves čas in za vse. Je ta konsistentnost pri tem kriteriju, pri tem stilu nekaj, na kar morate posebej sodniki in sodnice paziti zavestno, ali je to nekaj, kar je v tebi ugrajeno in v bistvu je to, ko ne bi rekla, avtomatično? V bistvu se mi zdi, da se kot sodnik se izoblikuješ skozi leta, obenem pa, tako kot smo vsi rojeni z nečim, ker te dela mogoče malo drugačnega ali pa kakorkoli, se mi zdi, da vsak ima nek svoj stil, od prvega do zadnjega sodnika, bom tako rekla. Predvsem to se pri glavnih sodnikih vidi. Sicer tudi, jaz gledam tudi pomočnice, sodnice ali pa pomočnike sodnike. Imajo tudi vsak svoj stil, kar je prav. Jaz sem tako velik fan, da si pač, oziroma se tudi sama poslužujem tega stila, ki ga imam sama in ga ne bom spreminjala tekom moje kariere, ker to meni ustreza. Ustreza tudi drugim akterjem, oziroma pač taka sem. In če je to bom rekla, mojih dovoljenega, oziroma zakaj ne. Je tudi to bolj spet zanimivo za akterje. Pa zdi se mi, da mora biti neka avtentičnost, da se ti lahko pravi na igrišču. In jaz to zelo podpiram, tako da se mi ne zdi, mislim, pol imamo lahko neke robote na igrišču, pa ne bo zanimivo. Tako da prav, da imamo vsak svoj stil. Pa eni smo, ne vem, mogoče bolj zanimivi, ko veliko govorimo, drugi v stilu teka, spet tretji nekje drugi, tako kot igralce. So pa te stvari verjetno težje, to reakcija mora biti hipna, kljub temu, da ste v bistvu ful že izčrpani, ko pač tečete celo tekmo. O tem je tudi Kolina pred leti, ko je dal en ekskluziven intervju za časopis Mladina, je v bistvu govoril o tem, da v bistvu to je ta težka stvar, da ti v bistvu moraš se odločiti se moraš v hipu in to takrat, ko si že ful izčrpan. Oni so izčrpani, ti si izčrpan, tebi pa mora glava tako dobro delati, da v bistvu se v hipu odločiš. Ja, res je. Zato jaz veliko poudarka dajem na fizično pripravljenost. Ker meni se zdi, to gre pač z roko v roki. Zdaj, če si ti dobro fizično pripravljen, potem odločitve so tako ali drugače bodo težke in v tistem hipu, kot si rekla, se odločati je velikokrat pač je težko, in se mi zdi, če sem fizično dovolj pripravljena, da sledim igralcem, sploh pač moškim, tako pač je, ne bom imela težav z odločitvijo, zdaj grešim zato, ker pač sem človek, to sem že povedala, ampak se mi zdi, da moramo se vsi tega zavedati. Če si fizično dovolj pripravljen, tudi noben podaljšek ni problem in potem tudi noben odločitev ne bo problem. Pač odloča se zato, ker si tako videl, da cit, zdaj, če je napaka, pustimo, ampak hočem reči, je to povezano in gre z roko v roki in jaz to vedno poudarjam, da sodniki pač moramo biti pripravljeni, ker ko sem blizu, vidim blizu situacijo in je prav lahko ocenim. Zdaj, če bom daleč, če bom zaostala za samo igro, nimam kaj, to je lahko ful nekih metrov, ko v bistvu situacije ne moram dobro videti, ne moram dobro oceniti. Je res, da lahko tudi kakšen pogled boljši, kakor moj, to je tudi res, ne rečem, ampak jaz mislim, da je najboljš tako, da si fizično dovolj pripravljen in potem lahko tudi so odločitve mnogo boljše. In to mislim, da je so dokazano, bila ena statistika, ker so jo delali, da definitivno gre to z roko v roki, tako kot pravim. Kaj pa je to, ko se sodniki in sodnice v bistvu med sabo, ko se pogovarjate,
A se tukaj recimo ti, ki si rekla, da se več recimo mogoče kot kdo drugi z igralci in kaj poveš, ne? A tudi recimo več govoriš tudi s sodnicami, mislim stranskimi recimo? Ja, zdaj v bistvu lahko pride tekma, ko veliko govorimo, no, tako bom rekla, odvisen spet, koga imam na liniji. Jaz sem se recimo zelo blizu z Stašo Špur, ki sem jo že omenila, tudi ko sva govorila. Če je ona pomočnica, pač je logično, da bova kakšno več rekle, ker se tudi zelo dobro poznava, tudi privat. Ona je tudi na prvi ligi že leta. Je bila prva pomočnica na prvi ligi, da je ženska, pač ne. Tako da ja, hočem reči, odvisno, koga imaš na liniji, nekaterim tudi pomočnikom pa še manj, tako da sem tudi jaz bolj tiho. Je pa res, da jaz si naredim tekmo tako kot pač to vodenje, kot meni paše, zato ker še vsem sem glavna. Ne? In potem pač pomočniki se mi nekako prilagodijo recimo temu, načeloma pa itak spoštujem tudi nekoga, ki pač nič ne govori oziroma samo tisto, kar je res nujno potrebno in to je to, kar je tudi okej. Mislim, se mi zdi, da malo strmimo pa k temu, no, oziroma vsi skupaj, no, ko nas je recimo pa zdaj z Varom, ko se dela, je pa res, da se tam pa ne more recimo ogromno pogovarjati oziroma se mi zdi, da je pomembno samo tiste informacije, ki so nujne za tisti moment, a ne, ker nas je pa le toliko na liniji, v bistvu 6, ne, da je pa treba biti pač pazljiv, ne. Pa se spet prilagoditi glavnemu, zdaj kot četrta, recimo. Tako da ja, ta komunikacija med nami, sodniki, zelo pomembna med tekmo. Zelo pomemben je zato dogovor pred tekmo, ki ga imamo s sodniki, sodnicami. Se pa načeloma že med seboj toliko poznamo, no, da vemo, kaj od koga pričakovati. To, kar sva prej rekla, ne, nismo bogovi, ampak odkar je Var, se pa nekako kar pričakuje, da bojo bogovi, ne? Da boste bogovi. Ja, je tako, ja. Mislim, ljudje še vedno tako poslušam, ne berem sicer komentarjev, se mi ne zdi smiselno, ampak poslušam oziroma kdaj kakšno odkritko, pa saj imate Var. Ja, saj Var je tukaj, ne, Var je zato, da popravi nas oziroma da spregledane napake čisto in jasno, da ne bi popravil, ampak načeloma se odsot na igrišču, to nam je pač prioritetna stvar, nam je to. Var nas lahko popravi v določenih situacijah, so določena pravila za to, še vedno pa ne bo mogoče kdaj tudi brez napak. Oziroma ljudje tudi različno vidijo zadeve, tako da ja, preveč mogoče kakšni polagajo na to, se imate Var, zakaj pa ne vem, tistega avta niste obrnili, ko ste kontra dali, ali pa tisti rumen karton, pač zato, ker so določena pravila, ker drugače bi bil, mislim, bi šlo izpod nadzora, ne, tekma bi bila non-stop postavljena, to se tudi nobene predstavlja. Že zdaj mogoče kdaj kakšen smatra, da smo predolg na Varu, čeprav se mi zdi, da zelo, sploh v Sloveniji, zelo dobro delamo z Varom. Ker se teži k temu pri nogometu, ne, da bi bilo v bistvu prekinitev čim manj. Tako, ja, tako. Ker je pač vse skupaj bolj gledljivo, mora biti bolj tekoče, vsi to hočemo, in mi sodniki, in gledalci, in igralci definitivno, tako da. Kako pa je izgledalo recimo to, kako izgleda to izobraževanje za Var, ko si delala za to licenco? V bistvu smo imeli teorijo, potem pa 2 tekmi se odsodil pod pač neko kontrolo oziroma poslušali so nas kontrolorji, kako sodelujemo na igrišču in v bistvu kako delamo z Varom. Bile so tekme iz mladinskih vrst, tako da so bili mlajše kategorije, ker je bilo še več situacij, tako da je bilo kar zanimivo. No, jaz sem imela sama 2 tekme, mislim, da je imel vsak imel 2 tekme. In to je bilo to, ne. Potem se s tem sem pridobila certifikat, da lahko sodim na igrišču, ne. Na tem svetovnem prvenstvu je sodila prvič v celoti ameriška in v celoti ženska trojica, torej Penso, Brooke Mayo in Catherine Nesbitt, ampak prvič je pa ženska trojka sodila v bistvu že pred 4 leti, ne, v 3. kolu skupinskega dela svetovnega prvenstva v Katarju med Nemčijo in Kostariko. Frappart, torej Francozija, Neuze Beck, Brazilka in Karen Diaz, Mehičanka. Kaj recimo ti občutiš ob teh mejnikih? Mislim, jaz sem kot ženska, sem zelo vesela, da se to dogaja. Vesela sem za Tori Penso, recimo sicer tudi za Stefani leta nazaj, kot si omenila. To je bil ogromen korak, ne. To je bilo že njen Super Cup 2019, ko sem ga jaz prej omenila. Že to je bilo zelo
res zadovoljstvom gledati. Tudi super je odsodila, tako da res super, ker, a veste, to je tako ne. Ljudje se ne zavedajo, da tukaj, če bi ga Stefani kaj pobiksala, ali pa zdaj Tori, recimo, bi zaprla tudi vrata nekim puncam, ki so za njo, oziroma ki prihajamo ali pa prihajajo na najvišje nivoje. Ne. Tako da, me veseli, da so bile te tekme dobro odsojene in Stefani superka, potem na svetovnem prvenstvu, tudi zdaj Tori je super odsodila. Jaz se občudujem tudi, ko ona je mamica 3 otrok. In mi je pač wow, tako ženska, vem tudi privat, da je super punca, super ženska in da je imela čas tako tekmo, da sem bila zelo vesela za njo. No. O stereotipih morava nekaj reči. Trudila sem se, da to pripeljem na koncu. Najprej te to ponovadi vprašajo. Ne? Ti praviš, da v bistvu tega še vedno je, predvsem v Sloveniji, veliko, da to ne prihaja do tebe na zelenici od igralcev ponavadi, ampak iz občinstva, verjetno tudi socialna omrežja, ne? Itak. Ja. In nekako, da so tukaj nekateri ljudje še vedno zaprte glave. Že to, da se v bistvu midve tukaj danes pogovarjava o tej temi leta 2026 in da v bistvu se te mejniki šele zdaj jih koračimo, ne? To pomeni, da sva midve odraščale v izjemno seksističnem okolju, ne, če ni bilo sodnic in tako naprej. Tako da, kako gledaš na te teme? Rekla si mi tudi prej, ne, da v bistvu spodbujaš punce ne razmišljati o tem, če ste v športu, ali kariera, ali družina, vse je mogoče. Ne? Ja. In da je hecno je, ne, da v bistvu moramo to ženskam ali pa moraš ti ženskam to povedati, moškim nihče tega ne pove. Ne? No, točno tako je. Mislim, glede tega sem zelo kritična do ljudi, ki si nekako nosečnost oziroma materinstvo predstavljajo, da so tukaj potem zaprta vsa vrata oziroma se zaprejo vsa vrata. Jaz sem velik podpornik tega, da to ni res in vem, da se da. Vsaka na svoj način, poudarjam tudi, da to ni verjetno tudi zdravo za vsako, ne smo si različne med seboj, ampak jaz bi zelo rada, da ko moja hčerka ena ali druga odraste in ne vem, bi karikiram 25, 30 hotela biti mamica, obenem se pa, spet karikiram, ukvarja z odbojko profesionalno ali pa tudi amatersko na najvišjih nivojih in bo rekla, bi bila rada mamica, ja, bodi, ne, ni problema. Če imaš pogoje, da prideš nazaj po porodu, zakaj pa ne? Seveda. Sploh se ne vidim, malo imamo dejstvo, da se v bistvu o tem zelo potiho še vedno pogovarjamo. Ni tako grozen, kot je bilo leta nazaj, ampak vseeno jaz sama iz svoje zgodbe vidim, da v bistvu so omejitve itak samo v glavah. In vidim, ko sem prišla nazaj, pa če po domače povem, ampak po rojstvu druge hčerke, da v bistvu marsikdo me je kar odpisal, toliko se že stara, prišla si nazaj, kako pa to. Mislim, tako kot si rekla, itak, da ne moramo se primerjati z moškimi. Pri nekaterih stvarih, ja. Ja, ampak, ne vem, pa me sprašujejo, ko grem na tekmo, ki pa sta hčerki. A vprašaš to moškega kolega, sodnika, ki so otroci njegovi? Mislim, da ne. Mislim, zakaj mene sprašuješ? Pa valjda je za njih poskrbljeno. Ne? Jaz imam pač to karierno pot, katero sem se zbrala, za katero sem res veliko garala. In jaz tukaj ne odstopam in nimam slabe vesti, če sem mama obenem. In jaz hočem, da je mojim hčerkam, da ni to neka stigma, nek tabu in se o tem ne pogovarjamo. Imaš odprto pot, da si mami in da si zdaj, lahko je šport, lahko je karkoli drugega. Klic novinarstva, ki je tudi zelo lep in tudi zelo naporen. Zakaj pa ne? No in tudi v novinarstvu se ženskam dogaja, da moje ženske kolegice vpraša, kako usklajujete. To se ne izmišljujem, to so dejansko primeri. Kako usklajujete kariero in otroka, a ne? Moje moških kolegov pa tega nihče nikoli ne vpraša. In to je svet, ki ga želimo za svoje otroke, da se v bistvu bo to samoumevno za oba spola, ker to je samo po sebi umevno. Praviš, da si dobila debelo kožo, da te seksizmi, ki jih še slišiš, recimo, greš mimo. Ne? Kakšno pa je recimo tvoje sporočilo še mogoče za dekleta, ženske, kar se tiče seksizma v športu? V bistvu jaz mislim, da se mora vsaka pri sebi razdelati in predelati
da pač vedno bodo obstajale neke izjeme, ki nas bodo kritizirale, ki bodo proti nam oziroma ki ne bodo videli žensko v ali nogometu ali bilo kje pač. Tako da jaz mislim, da se moraš zaupati, pa ostati na svoji poti, pa verjeti to, da lahko dosežeš, omejitve so samo v glavah, to poudarjam, in da se vse da, če se hoče. Sicer tudi poudarjam, ne moraš imeti pogoje, ni zdaj samo umeno, da si pa ženska, zdaj pa lahko haraš, po domač povedan, ampak pač, da če imaš pogoje, zakaj ne? Tako. To je to. Ja, napotila bi gledalke in gledalce mogoče še na rubriko Poglobljeno, ki smo jo pred par leti v bistvu pisali o ženskem športu, ki je šport. Naslov je, da si lahko poiščejo od nezanimivega in nepraktičnega do polnih stadionov. Govorimo ravno o tem, o zgodovini, kako so se v bistvu morale ženske dokazovati toliko bolj kot moški, zato da so v bistvu prišle na isto, pa še vedno v bistvu ni povsod tako, kot bi moralo biti. Kaj je pri sojenju v nogometu tisto, kar v bistvu tebe najbolj izpolnjuje? Kaj je ta čar, kaj je lepota sojenja? Ker verjetno je nekaj, kar te drži v tem toliko let. V bistvu prvo je to, da obožujem nogomet. To mogoče se sliši tako klišejsko, pa malo posladkano, ampak to je dejstvo. Jaz imam res rada nogomet, jaz zelo rada gledam nogomet. Pri samem sojenju pa dejstvo, da vem, da znamo zelo kakovostno odsoditi in sem zelo vesela, ko pridem v garderobo po tekmi in vem, da smo vse punce ali pa fantje, da smo pač na igrišču, ko smo bili tudi z varom vred, da smo super odsodili. To je neko zelo lepo zadoščanje, nek lep občutek. Definitivno pa zmer tudi poudarjam, no, da ne gre se oziroma bomo pozabili rumene, rdeče kartone, penale in tako. Pomembna je tudi energija med nami, sodniki oziroma sodnicami. Tako, kot sem že omenila s Tašo, midva sva skupaj rasteva v nogometu tudi in mi ogromno pomeni, da imamo dobre odnose, da s celo ekipo, zdaj katerokoli tak nas vedno malo mešajo in tako, da se imamo lepo, da je občutek na igrišču fajn, izven igrišča fajn, pred tekmo, po tekmi, kakorkoli. Tako da to me dela živo, kar se tiče sojenja. Pa zelo rada treniram, no, to moram poudariti tudi, jaz sem zelo pač ne vem, nekako sem padla v treninge in si brez športanja ne znam predstavljati življenja več. No. Ko pride v nogometu pri pravilih do neke spremembe, kako recimo pride to do vas, do sodnikov? Kako se vi naučite novo stvar oziroma izveste zanjo, čisto tako praktično? V bistvu obvestijo nas šefi, imamo seminar, recimo, pa potem nam razložijo zadeva, zmer dobimo zelo dobro speljane na najvišjem nivoju seminarje iz prve roke, tako da kar se tega tiče, je teorija zmer zagotovljena tako res v najboljši obliki. Pol pa to pač upaš, da si prav predstavljaš oziroma moraš to zdaj v praktičen del še vpeljati in pač na sami tekmi potem to moraš seveda skompenzirati oziroma pač uveljavljati ta nova pravila. Kaj si mogoče ti najboljše želiš, kar se tiče sojenja? Tekme ali misliš tako? Jaz bi rada ostala tako, kot sem zdaj, da sem zdrava in da bi pač bila še dolg časa v sojenju, zdaj ali v vlogi sodnice ali v vlogi kontrolorke malo kasneje. Predvsem si pa želim, da bi ljudje ne bi več dvakrat pogledali, ko pride punca na igrišče kot sodnica, kot pomočnica sodnice, da bi bilo čim manj teh opazk, ko bom rekla, da niso niti primerni, nisem v tem času. Le zakaj tle zgubljate energijo, se mi zdi. Tako da ja, bi si rada želela čim več punc tudi med sodnicami. Pot ni sicer lahka, je pa lahko zelo lepa. Rekla si, da se tukaj kar veliko dela na ženskem nogometu, ampak ni pa vse še idealno, ne? Ne, mislim, skozi leta se je, ko sem igrala, ali pa bila trenerka mlajših punc, ali pa zdaj, ko sodam, mislim, že leta, no, ko opazujem ženski nogomet, je zelo napredoval, ogromno dela tudi naša zveza na tem. Tudi ogromno naši šefi delajo na ženskih sodnicah, kar me ful veseli in je tako super, tudi rezultat je res dober, tako da vidim čez par let, ko mogoče me ne bo več poleg kot sodnica, mogoče kot kontrolorka, da bomo imeli
tako lepo število deklet sodnic, kar me se pravim, sem ful vesela glede tega. Glede sodnikov in sodnic na tekmah obstaja v bistvu nek izrek oziroma neko mnenje, da dober si sodnik, če si neviden, čim bolj, ne? Da se čim manj v bistvu gledalci in vsi drugi igralci ukvarjajo s sodnikom, da takrat, ko sodnikov nihče ne omenja, v bistvu je to dober sodnik. Ampak v tem istem intervjuju, ne, za Mladino je Kolina takrat rekel, ne, da on se s tem ne strinja. Vsekakor sodnik ne sme namenoma se izpostavljati, a kot vedno pravim, če na tekmi dosodiš 13 metrovke, težko ostaneš neviden. Pomembno pa je samo to, da so bile dosojene pravilno. Dobro je biti neviden, dokler te ne potrebujejo. Ja, se ima prav, ne, ampak po svoje jaz iz tega izhajam, da je fino, če se o sodnikih ne govori po tekmi, ker ponavadi pač vedno je tako med ljudmi oziroma med mediji samimi, da govorijo ponavadi od nas takrat, ko je kaj bilo zgrešenega na igrišču, ali pa tudi, če ni bilo, ne. Tako da se delajo tudi nam krivice, normalno, pač tak je še vedno svet in mislim, da bo še dolg časa tako, zato ker pač je to tudi zanimivo, ne. Tudi nogomet to dela zanimiv, da se pol medijsko se tako izpostavljajo, ne vem, razne sodnike in pa njihove odločitve in tako. Si mislim, da bi bilo ful fajn, pa mislim, da do tega še dolgo tudi ne bomo prišli, da bi tako, kot je omenil, da bi tudi, če so 11 metrovke bile dosojene, pa če so pravilne, da se tudi malo pohvali tega sodnika, ne. To bi bilo tudi super, ne. Ampak, se pravim, izhajam iz tega, da je boljše, da se o sodniku po tekmi ne govori in da smo pač ja, bolj neopaženi oziroma neutralni in to je to, ne. Ostanemo tako. Kam se bo po tvojem mnenju premaknil nogomet in sojenje v nogometu v prihodnosti? Kam grejo recimo smernice? Lahko kaj predvidimo? Ne vem, mislim, da bo vedno zanimiv nogomet zaradi teh vedno novih pravil, nekih inovitet. Nogomet je itak toliko širok pojem tekom celega sveta, ne. Zdaj, zakaj je tako popularen? Zato, ker rabiš samo žogo, v bistvu se lahko tudi bos pa igraš, ne. Tako da je to cel začaran krog, koliko ljudi spremlja, ne, od igralcev do gledalcev, do medijev, do sponzorjev in tako naprej. In zdaj, v kakšne sfere bo to še šlo naprej? Vprašanje. Želim si, da bi bil gledljiv še naprej, da bi bile tekme gledljive, tekoče in da bi bilo pač vse skupaj zanimivo za igralce, za nas, sodnike. Ja, mislim, da smo na pravi poti, no. Saj v bistvu se dogaja že leta na enak način, samo pač pravila se izpopolnjujejo oziroma vedno več jih je ali pa malo se spreminjajo, kakorkoli. VAR je tukaj zdaj, da je še malo bolj zanimivo vse skupaj, da je tudi bolj pravilno konec koncev, kar se mi zdi prav. Tako da ja, vidim samo pozitivne stvari tukaj. Občasno so v svetu tudi kakšni škandali povezani s sodniki, obtožbe o korupciji, ki zadevajo recimo posamezne sodnike, redke afere so. Pred leti recimo Byron Moreno, nedavno sodniški škandal v Italiji. Kakšne so pa tukaj, vem, da ne boš želela komentirati konkretnih primerov, ker smo se pogovarjali, ampak kakšne so pa recimo tukaj varovalke, kako so postavljene, kako se preverja to, kdo je sodnik? A so sploh tukaj recimo kakšne varovalke, kako ta sistem v bistvu pride do tega, da bi bili sodniki v bistvu ljudje, ki so zaupanja vredni? V bistvu, da se preverja njihovo ozadje, na tak način. Pa mislim, da ne vem, če se ravno grejo preverjati ozadje. Verjetno bolj, ko napreduješ, bolj si poznan oziroma te več ljudi pozna in mislim, da itak s časoma pride nekaj na plano, ne, če se o tebi ogromno govori oziroma te gledajo in te ljudje poznajo. Zdaj, naše vodilo je itak integriteta, tako da tukaj ne vem, ne vidim nič spornega med nami, ko se pogovarjamo, strmimo k temu, no. Da smo pošteni na igrišču oziroma tudi privat. In čisto na koncu, v bistvu v tem tednu je obletnica 35 let osamosvojitve Slovenije. Ti si bila takrat stara, mislim, da 3 leta. Jaz sem recimo končala ravno osnovno šolo. Veliko si v tujini, živiš v Sloveniji, ampak veliko si zaradi sojenja v tujini.
Kaj bi mogoče ti rekla o Sloveniji, ki jo vidiš iz tujine ob tej obletnici? Ja, v bistvu jaz sem zelo ponosna, da sem Slovenka, da sem rojena v Sloveniji, da živim tukaj. Vsakokrat, ko gremo v tujino, se zavedam tega, ko pridem domov, kakšne v bistvu bisere imamo, pa sploh ne vemo. Zdaj, če začnem z naravo, že to je prvo, ker imamo res vse, a ne? In to zelo na dosegu rok, v bistvu zelo hitro si in v gorah in na morju konec koncev. Drugače pa tudi se ne zavedamo, po moje, koliko imamo dobro zdravstvo, potem šolstvo, je ogromno prostora še za vse to, ne, kar omenjam, ampak vseeno se mi zdi, da bi mogli bolj vsi Slovenci bolj ceniti, kjer živimo, pa bili bolj mogoče dosledni pri tem, da skupaj stopimo pa naredimo še ta svet lepši, ne pa samo veliki takih, ki samo kritizirajo in ogromen, pa se ne bi šla zdaj v politiki. Razumem, da je marsikaj bi mogli biti drugače ali pa v preteklosti ali pa v prihodnje, kakorkoli. Ampak vseeno se ne zavedamo teh bogatstv, ki jih imamo, pa koliko dober sistem imamo za nekatere zadeve. No. Ker tudi, ko se pogovarjam z akterji iz drugih držav, vidijo Slovenijo kot eno boljših držav v Evropi, kar me zelo veseli. In se pravim, smo prišli z ekipo par tednov nazaj iz Bakuja. Vse Baku je, to je zdaj primer, je zelo čudovit, ampak obrobje je pa grozno, nekako stopaš ven iz tega mesta. Ali pa iz Kazahstana sem bila marca, spet Astana zelo lepo mesto, ampak spet obrobje, oziroma ko stopaš ven, je pa grozno. Tako, mi se niti ne zavedamo, no, na koliko dobri zemlji živimo in koliko imamo lepe pogoje za življenje, pa vse ti, kar sem naštela, šolstvo, zdravstvo, pa še kaj drugega, konec koncev tudi pitno vodo. Mislim, to je za nas samoumevno, pa ne bi smeli biti. No. In jaz sem vesela, no pa tudi to, da sami sebi smo nekako vodje, zdaj, ko smo pač tolikletno že samostojni. Tako da ja, jaz sem ponosna, da sem Slovenka in da tukaj živim. In se vedno rada vračam domov, zelo. Ne samo zaradi mojega partnerja pa otrok, ampak tudi zaradi samega dejstva, ki jo nudi Slovenija. Ok, Aleksandra Česen, hvala lepa. Hvala, da si bila moja gostja. Hvala tudi tebi za povabilo. Z veseljem. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci. Spremljajte Nena podcast še naprej in spremljajte tudi Športklub. Kolega novinar Jaka Kozmelj recimo in njegovi sodelavci vam prinašajo izjemno veliko in kvalitetnih nogometnih novic in komentarjev. Vsekakor se jih splača spremljati. Hvala še enkrat vsem. Hvala, lep pozdrav.